Ali je vera dobra ali zlo? Eni se predajo veri in pravijo, da vera vodi v dobroto, drugi pravijo, da vera uničuje ljudi in povzroča samo vojne, da je zlo. Ampak obe strani imata neke resnice. Najprej pa je treba definirati, kaj sploh menimo z vero. Če nekdo pravi, da nič ne verjame, da je vera zlo, bi bil raje malo previden s to izjavo. Vera je vse, kar mi pravimo, se zapičimo v neko vsebino in mislimo, da to je to in da bo neka stvar, ki nas razveselila, ki paše v neko našo ideologijo, v naše pričakovanja, nekaj, kar nam prinaša srečo. Tako bi lahko nekdo rekel, da bogastvo prinese srečo. To je zagotovo tudi vera. Vera, ki vodi tega človeka. Vera, ki omogoča temu človeku, da uresničuje svoje sanje, da deluje s to ideologijo in da veliko služi, da poskusi dobiti ta zaslužek z nekim dejanjem, ali to na pravičen ali nepravičen način. In temu bi lahko rekel, da on verjame, da prinese srečo. A če bo prinesel mu srečo ali ne bo nikoli resnično vedel. Vse to je v skladu z vero. Nekaj delamo, nekaj delujemo z nekim pričakovanjem, a zagotovila ne bo. Enako gre tudi za druge stvari. Vera, da čutni užitki prinesejo srečo, da se potapljanje v neke čutne objekte, kar vidimo, slišimo ali kar čutimo z drugimi čutili, da bo ponovno prineslo nam srečo. Da bo nam slava prinesla srečo, kaj drugi mislijo o nas, da to prinese neko notranjo zadovoljitev in neko notranjo popolnost. Tudi to je vera. Vera je tudi te vrednote, ki smo se jih naučili v družbi. In to so zdaj stvari, ki jih damo pred seboj. Imamo neko idejo. Ideja je neka vsebina, v katero mi vlagamo svoj napor, neka vsebina, ki nam daje smisel življenja, ki nam daje smisel nekega delovanja v svetu, je tu s kakšnimi projekti. Tako da vidite, da za koliko ljudi je sploh pomembna ta vera, ta vsebina do neke stvari. In toliko močno je pomembna, da če ne bi imeli te vere, bi bilo življenje brezsmiselno. In tudi bi umrli za to vero. Umrli bi, ker če te nimajo te vere, če nimajo te vsebine, nima nobenega smisla. In se bojo izčrpali s svojim delom, dokler se popolnoma ne uničijo. Tudi vera je, na primer, ko človek ne živi zdravo. Ko misli, da bo, na primer, če nekdo preveč je kakšno hrano, pa ni primerna za njemu, pa se ne more zadržati, ker verjame globoko v sebi, da še dodaten kolač bo ga osrečil. Ampak, ker ima že problem s srcem in ožiljem, ga lahko to hitro spravi v grob. A to temu človeku ni važno. Ve, da drugi mu pravijo drugače, ampak globoko v sebi verjame, da čutni užitek bo mu prinesel srečo. Torej, taka vera le je lahko nekako skoraj samomorilna. In seveda poznamo tudi vero, prazne vere v religijah, v verstvih, ko se nekdo vrže res v neko teroristični napad. Pravzaprav formula je ista, samo koliko je ta zapičenost in koliko je neumnosti notri, je malo drugače seveda. Zdaj ne moremo reči, da mi v nič ne verjamemo. Verjamemo v velikih ideologijah, verjamemo v politične ideologije. Koliko ljudi se krega in prepira zaradi nekih idej in zaradi občutek pripadnosti, ali to določeni politični stranki,
ali po določeni organizaciji ali določeni skupini ljudi. Nas daje občutek, da mi pripadamo neki vsebini, neki identiteti. In zakaj to rabimo? Da imamo občutek, da obstajamo, da nekaj smo. Torej, vera, neka vsebina, ki daje občutek, da nekaj smo. Tale vera je seveda se pozna tudi v vseh drugih situacijah. Na primer, ko mi pravimo, ko se nam zgodi kakšna tragedija in rečemo, zakaj se to meni zgodilo? To se ne bi smelo meni zgoditi. Zakaj mi je nekdo zapustil? Zakaj mi je nekdo ranil? Zakaj se je nekdo meni zlagal? Zakaj življenje gre proti meni? Zakaj mi je nekdo umrl? Zakaj sem jaz bolan? Vse te stvari, zakaj? Prihaja zaradi tega, ker je šlo nekaj proti naši veri. Naša vera je, da vse mora biti stabilno, neminljivo, da morajo vsi nas imeti radi, da morajo vsi drugi nas spoštovati, da smo mi nekaj posebnega. Mi smo veseli, ko nam nekaj uspe, ko nekaj nam zraste, ko nekaj zgradimo in se nam uresniči neke sanje, ko vsi nas hvalijo, ki vsi nas podpirajo in častijo in tako naprej. Smo veseli, ker je znotraj naše vere, ker potrjuje našo vero, to vero, s katero se mi identificiramo. Samo ta vera potem je zelo lomljiva. Situacija se spremeni, ljudje grejo v svojo smer. Drugi ljudje hodijo svojim sanjam, svojim pričakovanjem, sledijo svojim razpoloženjem, razumejo svet na svoj način in se lahko odmaknejo od nas. Nas pa rani, ker je proti naši veri. Torej, ta vera je zelo nevarna. Vsaka stvar, ki se zapičimo, se fiksiramo v neko vsebino, pomeni, da se bomo zelo oškodovali. Bo bolelo. To je vera v neko praznoto. Prazna vera. Vera, ki ne prinaša srečo. Oziroma, če že prinaša srečo, prinaša tista kratkotrajno srečo. Ne prinese pa dolgotrajne sreče. To pa zato, ker ni razumevanja. Ni razumevanja narave vere. Zdaj pa je treba razumeti, da vsaka vsebina, vsaka stvar, ki si jo predstavljamo, ki jo vidimo ali čutimo na kakršen drugačen način, da je znotraj nekega konteksta. Zdaj ta beseda kontekst je kot neko ozadje. Ni vsebine, če ni znotraj nekega konteksta. Se lahko vidimo, ko se kakšna vsebina spremeni, določena v nekem kontekstu. In ta vsebina je potem seveda minljiva, ker je odvisna od neke situacije, od nekega konteksta. Tukaj v palijskem jeziku uporabljam beseda sankara. Sankara je zložena iz dveh besed, sang, kar pomeni skupaj, in kara, prihaja iz karati, kar pomeni, da nekaj je narejeno, torej skupaj stvorjeno. Jaz ponavadi prevajam to besedo kot tvorba. Prišlo nekaj skupaj. Kontekst je tudi zelo podobna zgradba. Ima beseda kon, kar tudi pomeni skupaj, in teksere, kar pomeni, da je nekaj tkano, torej je tkano skupaj. Torej, sankara ali kontekst je vedno prisotna. Vsebina pa je odvisna od te situacije, od tega konteksta. Zdaj, če mi se zapičimo v neko vsebino in se mi poskušamo držati te vsebine, bo z tega zagotovo se spremenila. Zato, ker kontekst, situacija ima svojo naravo. Svojo naravo prihajanja, odhajanja in spreminjanja. Je izven naše kontrole. Mi ne moremo kontrolirati to
ozadje, ta kontekst. Poskusite spremeniti neko situacijo, v katerem ste. Ne morete, ker se vi že znajdete v neki določeni situaciji. Torej, vse te stvari, ki mi verjamemo, je znotraj nekega konteksta. Tudi versko. Mi smo se rodili v nekem kontekstu, v neki situaciji, v neki kulturi, v neki družbi. In zato razmišljamo na tak način, verjamemo v določene zadeve. Zato, ker smo v določeni kontekstu. In to velja za vsako drugo zadevo. Vsaka stvar, ki mi pravimo, zakaj se to meni zgodilo, da se je uničilo. Zakaj mi to objokujemo? Zadeva se je uničila zato, ker se je morala uničiti. Zadeve so mogle izginiti iz nas zato, ker je to del narave. Mi ne moremo reči, mi smo izgubili nekaj, ampak lahko samo rečemo, da je nekaj šlo v svoji naravi, da pač smo mi morali le vrniti. Nikoli ni bilo naše. Torej, naše ideje niso ravno naše, so nam dane. Naša vera je tudi vedno znotraj nekega konteksta. Torej, če se mi začnemo fiksirati v neko zadevo, to pomeni, da nismo ravno razumeli narave doživljanja. Nismo ravno razumeli, kako ta vsebina ni nič samo po sebi. Vedno znotraj nekih obširnih podob, slik, idej, neke situacije. In zaradi tega nerazumevanja, kako je vsaka vsebina znotraj konteksta, mi pa se tem držimo in še bolj se izgubljamo v tej vsebini. Se povečuje, se bolj zamotimo v to in seveda raste in se poveča. Temu potem, takoj zatem, pride tudi strast, jeza in neumnost. Iz tega izhajajo vse te sebične stvari, vse nevoščljivosti, napadi, sovraštvo, vojne, samo zaradi tega, ker mi verjamemo v neko določeno vsebino. Torej, ali vera je nevarna ali zlo? Da, na nek način, najbolj splošno gledano, vera je zlo. Vera uničuje človeka. Seveda, dokler mi ne razumemo tega zase, se ne moramo pomagati, pa še nadaljevati z vero. Potem moramo le poskusiti, da s to vero ne škodujemo drugim, ne sebi. In poskušamo delati, kar mi verjamemo, da je dobro. Torej, da ne škodujemo sebi in drugim. Da pomagamo, da opuščamo, da ne sodimo, da delamo prazna dejanja s telesom, z govorom in tudi kako mislimo. Če imamo mi navado misliti vse na tak specifičen način, samo da se fiksiramo v neko vsebino in vzgajamo v sebi neko sovraštvo, tudi to je potem tudi nevarno. Ker se mi ustvarjamo svet takega, kot se mi predstavljamo. Torej, s takim razumevanjem lahko tudi vidimo, da mi ne moremo več kriviti svet zunaj nas, da je nekaj tam, da je proti nam. Ne bomo več rekli, on mi je ranil, ona mi je škodovala. Nihče v svetu nas ne more resnično škodovati in raniti, ampak le mi sami. Le kako mi razmišljamo, le kako mi razumemo zadeve, le s tem se meri, koliko močno mi vzgajamo in verjamemo v to neko vsebino. Manj, ko verjamemo v neko vsebino. Bolj, ko smo pozorni na to, v ta kontekst, bolj mi opuščamo. Bolj smo sproščeni, bolj smo tolerantni, manj bomo sodili. To je ena definicija vere. Je pa še seveda druga definicija vere. Vera, ki ni prazna.
vidite, da vse te stvari, ki sem rekel in ki ste zdaj poslušali, ne moremo mi priti, ne da bi prej to slišali od nekoga drugega. Ta modrost, to znanje. Torej, tudi to je bila vera. Ampak ta vera ni prazna vera. To je pravzaprav zaupanje. Zaupanje v učenje, v zaupanje, da mi lahko spoznamo resnico zase. Torej, kot da bi mi zaupali zdravniku. Ta nevednost je kot neka bolezen. In se ne moramo zdraviti sami, ker bi zdravili z nevednostjo. Torej, mi moramo pristopiti do nekoga, ki ve več kot mi. In temu se tudi reče vera. To je drugačen smisel, seveda. In ta vera je potrebna. Da bi mi sledili samo svojim mislim in rekli, jaz samo verjamem, kaj jaz mislim, da je prav. Samo moramo tudi se zavedati, da ta vera izhaja iz nevednosti in neznanja. In to isto, tukaj imam jaz rad tale prispodobo, ki se jo sam interpretiram iz Biblije, iz Geneze, ko je Adam obrnil hrbet Bogu in je rekel, oziroma se je mislil, da bo on sam Bog in sam sodil, kaj je prav in kaj narobe. Seveda jaz tukaj ne mislim Bog kot neko bitje tam, ki se sam spomni, kaj je dobro in zlo. Ampak ta splošna narava, ta splošna resnica je taka, kot je. In človek poskuša razmišljati na svoj način, s svojo nevednostjo. In seveda s svojo nevednostjo bo delal še naprej napake. Torej, ta prvotni greh, ki na budistični način. To je ta nevednost in s to nevednostjo delamo še več napak. In s te napake mi potem rešujemo s svojo sodbo, s svojimi napakami, s svojo nevednostjo. Torej, da mi ne gremo s tokom, s to nevednostjo. Rabimo tudi vero. To zaupanje. Da je nekaj tam, da so ljudje, ki razumejo več, kot mi razumemo. Ampak moramo se zavedati, da ta zaupanje ne smemo investirati spet v neko vsebino. Če mi slišimo sporočilo, verjami v to, ali samo to je resnica, vse ostalo je narobe, in da neko vsebino, v katero se moramo mi držati, potem lahko sumimo, da je tukaj nekaj narobe. Prav to držanje vsebine povzroča muko, neprijetnost, trpljenje, tesnobo. Torej, to ni prava vera. Prava vera pa je, ko mi slišimo učenje, da nam opozarja, da se ne smemo držati neke vsebine, to je se držati sveta, držati, kar mi mislimo, da je življenje. To je zdaj vera v učenje, ki nam pomaga videti in uvideti ta kontekst, to splošno situacijo, v katerem smo, to ozadje, katere mi ne razumemo, to območje, ki je vedno nekje za nami, pa eno prepoznamo. Ta kontekst, ki vse stvari določa. Ko enkrat začnemo to razumeti, se življenje nam olajša. Odgovori nam potem vsa vprašanja, ki imamo. Splošna vprašanja, zakaj sem jezen, zakaj imam strast do nečesa, zakaj sem sebičen, zakaj sem nesrečen. Tudi reši vprašanje, kaj je smisel življenja. Tudi vse druge dileme. Zakaj? Ker smo tudi spoznali, da sam dvom je tudi vsebina, v katero smo se zatekli in začeli analizirati. Torej, če dvom je nekaj, ki se mi damo pred nami. In vse te stvari, ki ne znamo, poskusimo dati v neko vsebino in analizirati v nek abstrakten, znanstveni način. Ampak dvom ne bomo rešili pred seboj, ne kot vsebino. Dvom je neskončen, tako kot je kontekst neskončen.
Torej, z razumevanjem konteksta bomo razumeli dvom. In s tem razumevanjem konteksta dvom izgine. Tukaj potem sledi znanje. Torej, na koncu smo le mi odgovorni. Ne, ni vam treba verjeti. Je pa vam zelo potrebno, da razumete. Srečno.